Legenda pravi, da je bogu Apolonu bil ta prostor, kjer smo sedaj, zelo všeč in je zato nagovoril krilatega konja Pegaza, naj udari s kopitom po zemljinem površju in s tem je Pegaz odprl pot na površje zdravilni mineralni vodi, ki je skrita pod površjem. Zaradi tega je Pegaz tudi v grbu in na zastavi Rogaške Slatine. Donat je zdravilna naravna mineralna voda, ki vsebuje veliko mineralov. Najpomembnejši mineral, zato je tudi njegovo ime Donat MG, je magnezij. Magnezij je mineral, ki ga najdemo v naravi, pri današnji pridelavi in predelavi hrane ga pa velikokrat primanjkuje v prehrani sodobnega človeka, zato svetujemo, da z Donatom ga pa lahko koristno nadomestimo.
Največkrat je donat res uporabljeno sredstvo, če imamo težave s prebavo v smislu zaprtja, ampak takrat je res treba donata malo več popiti, pije se topel donat in kar večje količine, 2-3 decilitre, največkrat že zjutraj na prazen želodec. Za nadomeščanje magnezija v telesu, ki je koristen za naše mišice, živce, proti glavobolom, protistresni mineral je magnezij. V tem primeru pa ga pijemo tudi pred obroki, bolj na prazen želodec in takrat pa bolj hladnega oziroma sobne temperature, počasi po požirkih. Ta je za dobro našega želodca, črevesja in tudi za nadomeščanje mineralov. Donat je zdravilna, povsem naravna mineralna voda. V primeru zaprtja se pijejo tudi večje količine, tudi do liter. Če imamo čiščenje za preiskavo črevesja, takrat ga svetujemo celo 2 litra. Eno redno pitje donata vsakodnevno pa je tam do pol litra dnevno, največkrat pol ure pred obrokom, deci do 2, počasi po požirkih. Ta je, kot sem že rekla, za nadomeščanje mineralov, za izboljšanje prebave, za zmanjšanje napihnjenosti in za naše dobro počutje, tudi za mišice, živce, dobro delovanje srčne mišice. Donat v manjših količinah svetujemo tudi otrokom, predvsem pri tistih, ki imajo težave z kakšnimi mišicami, krči, pa seveda z prebavo, z zaprtjem. Primeren je tudi za nosečnice, tako za ureditev prebave kot zmanjšanje za težav z kislino, ki so v nosečnosti zaradi samega anatomskih sprememb toliko bolj pogoste. Odsvetujemo ga samo pri napredovali srčni in ledvični bolezni. Takrat je treba z njim previdno, ker pač imajo ti bolniki tako omejitev mineralov kot omejitev tekočin. Na splošno dobro počutje, ko nadomeščamo magnezij, pa rabimo tudi dolgotrajno uživanje in stalno obnavljanje tega, bom rekla. Zaradi tega, ker donat vseeno ni čudežna palčka, ki bi to od danes na jutri vse izboljšala. Tudi težave, ki so povezane z pomanjkanjem magnezija, ne pridejo od danes na jutri. Telo jih dolgo časa poskuša kompenzirati, iz svojih zalog poišče rezerve. Donat pa je tisto, ki, se pravi, vse te zaloge lahko tudi nadomestimo. Da sapri, ode pa da, banari, upiska, sa belika, soli da.